Dejan, pozdravljen. Živijo. Kako? Ja, danes čist mečke drugače, nismo v tistem pravem studiu, ampak kar pri meni doma, za klavirčkom, ob kitari, tako da... Domače, ne? Bolj pa eno pivo speva, ne, če smo že vlaške. Tako je, res, ja. Zdaj, veš, zakaj sem pri tebi? Ja, vem, ker mislim, da sem jaz in pa kitarist od Joker Outov prišla v finale, ne? Tako je. In Chris ima zdaj imajo predstavitev albuma in koncerte in nažalost ga ne bo. Tako da ti braniš moško čast, plus dve ženski, mislim dve punci, še v studiu, Taja in pa Biba, tako da so ti nekako konkurentke. Zdaj bomo pa videli, kdo bo nekako zbral največ točk. Ti si imel takrat, če se spomnim, si zbral 7 točk. Pravlična številka, ja. Obdelali smo Naceta Junkerja. Tako se spomnim, ja. 7 točk si zbral in noben ti ni prehitel. Ja, z Chrisom smo bila enaka, zdaj pa upam, da gremo v kakšne druge sfere. Znam, če je bil Eurosong, tam ostajamo? Tudi bo kakšno vprašanje. Upam, da bo šlo. Še pred kvizom pa, kaj se trenutno dogaja pri tebi, kakšen koncert, kakšen nov spot, preden gremo na kviz? Definitivno, tole poletje res divje, za Dejan dogaja bendom je že kar nekaj veselic, ki sem res tako srečen, da so bile vse polne. Najbližji Celje je, kar smo igrali pretekli vikend v Šmarju, pa 1. maja smo bili prav v Celju, pa še celo poletje dejansko ni termina, ki je prost, tako da se res veselim, da se vidimo po celi Sloveniji in da igramo naše najnovejše, pa tudi tiste mečke starejše hite. Nova muzika se pa definitivno pripravlja, ampak poletje, jaz mislim, da je čas za igranje, nekje v jeseni pa pride nov komad, seveda tudi z videospotom in takrat se spet vidimo. Super. Lahko vas vse povabimo tudi na Pivo in cvetje, tam tudi nastopaš. Definitivno, drage gledalke in pa dragi poslušalci. Pivo in cvetje je letos spet ponovno tako na veliko po celem naškem med 15. in pa 17. julijem. Mi igramo, torej Dejan dogaja band na petek 15. julij, torej 15.7. in se vidimo. Super. Evo, mislim, da smo vse povedali, kar gledalce zanima. Zdaj gremo pa na tisti super zanimiv del. Gremo se in akcija. Ja, glasbeni preizkus. Zdaj, pred najnim pogovorom smo si že pogledala spot, ki si ga ti želel, in sicer Murphy, Prijateljčki. Zakaj prav njih? Zato, ker smo v tem zadnjem času res tako z Joker Outi kot z Murphy stkali eno pravo prijateljstvo. Jaz sem bil že na njihovem špilu, oni na mojem. In ta komad je tako simpatičen, pa še kanček videospota je bil posnet lani na Pivo in cvetje, ko je bila bolj covid varianta, in če ste dobro pogledali videospot, ste me tudi nekje odvideli. Si se skrival, ne? Ja, tudi nekje. Super. Evo, in zdaj, verjetno ne veš, ampak dve vprašanje dobiš ravno iz te skupine, ki si jo zbral. No, okej, da vidimo. Tako da sedaj je zdaj to, ne? Prvo me zanima, kdaj je bila ustanovljena uradno skupina Murphy? Mislim, da med 5 pa 6 let nazaj. Torej, če smo zdaj 22, jaz bi rekel enega 15, 16 leta. 16. 16? Ja. 2016, okej. Mislim, da to ni pravilno odgovor. In kdaj so bili? Še prej. Tako, zdaj bomo v bistvu imela pod vprašanja. Aha, točno se točke zbijajo, okej. Tako, bom sicer preveril še, da se ne bom kaj zmotil. In sicer, da bomo čisto prav imela. Ti si rekel 2016. Tako. Ja. Se mi je zdelo, da je narobe. Ja. Možne opcije so 2013, 2015 ali 2017. Uradno, ne? Pod pa je najbrž to še mečken prej in po mojem je 13. leto. Drži. Okay. Eno točko, že imaš na konto, smisel, da bo že v štartu fajn. Ja, ne, toliko dobrih pa ne poznam. Zadnji 2 leti smo se mečkem bolj povezali, ti z začetka, ti novi komadi sem dejansko kul. Nisi pričakoval takšnih vprašanj. Ja, res ne bi se mečkem prepravil. Evo, zdaj pa mogoče malo lažje vprašanje še eno od Murphyja. Koliko album imajo do sedaj na svojem kontu? Enega. 2. Znam, že v Šiških sem bil. Ne, enega, zadnji odgovor. Ziger? Ja. Žal, Dejan. 2 imajo. 2 albuma, Dejan. 2022 so še enega izdali ven. Štrasin ekipa, jaz se res opravičujem, jaz dejansko poznam zgleda samo to novo muziko od njih, tako da sem bil na primeri zgleda, da je druge plošče, jaz sem bil mislil, da je prva, tako da bravo fanti. Evo za Jokerje pa vem, da imajo samo enega in da zdaj ravno snemajo drugega, tako da. Ampak dobro, 2 točki za štart, imamo še 3 vprašanje. In sicer, zdaj ti bom pa dal recimo
Ok, vidimo, kaj sem ti pripravil. Ok, gremo tole. Leta 1994 je na evropski, mislim, na Evroviziji debitiralo 7 držav. Ja. Okay. Zdaj pa, ker sem ti že odgovor povedal, ne, bomo malo drugače začela. In sicer bomo takole rekla. Ok, gremo tole. Največ točk v finalu Na sta Eurosongu. osvojila Zala in Gašper. Ja. Ne? Mene pa zanima, koliko točk sta takrat v finalu osvojila. Mislim, da sta bila 15. Zdaj šel pa na nekaj huda vprašanja, ne vem, jaz bi rekel, da je 42. V finalu, Ja, za 13. mesto. Lahko namignem, da je konkretno več, da konkretno malo več. pomagam. Ne? Ok, gremo krat 2, rečemo 84. 84. Ja. Okay. To je res težko vprašanje. Pravilni odgovori pa so, žal, ni pravilno. Ja, verjamem. Se pravi 100, 105, 110. 105. 105. Ja. Izbral si zlato sredino in Evo. izbral si prav. Evo, 3 točke so Evo, že 3 tukaj. točke. Evo, še 2 vprašanje dobiš in sicer, ok, tale je zelo zanimiva, in sicer, katera je najboljša uvrstitev v polfinalu, in sicer je to uspela osvojiti Maja Kevc, leta 2011, skladbo verjetno poznaš, 112 točk je zbrala. Katero mesto je v polfinalu takrat Maja osvojila? Maja sicer ni bila najvišje uvrščena, ne, od Slovencev. V polfinalu. Aha, v V polfinalu bila pa. pa najvišja, ja. Aha. Dobra uvrstitev je bila. Jaz bi rekel, ne vem, kakšno 7. mesto. Da je bilo. Ja, rečemo Rečemo 7. Rečemo 7. Ok, bila je boljša. Aha, še boljša, 5. Druga, tretja ali četrta? 3. Tretja, Ja. spet zlata Ja, sredina. rečemo. In spet pravilno. Ok, Evo, super, evo, V te drugo, v sredine. drugo vedno gre, ne? Tako. Zdaj pa rabimo še en točen odgovor, ne? Da bo več točk, ne? In sicer, kaj bi te porašal? Ok, dajmo tole. Se pravi, Avstralija je tudi na Eurosongu, ne? To Ja. verjetno veš, ne? In sicer me zanima samo, kdaj so oni prvič nastopali na Eurosongu, ni tako dolgo nazaj. V Avstraliji sem tudi že bil, en mesec sem bil tam v Sydneyju, v Perthu, v Melbourneu in Gold Coastu. Ampak vem, da iz tam prihajajo AC/DC in ti rockerski bendi, ampak niti ne vem, kdo jih je zastopil, niti ne vem, kdaj jih je zastopil. Če pa ni tako dolgo nazaj, bom spet probal mečkeno ugibati. Jaz bi rekel, da je enega 2 pred korono, kdaj je bilo 2018. Aha, da so takrat začeli. Ja, Ok, blizu. ok. Ampak žal, ni bilo točno. Se pravi 2015, 2016 ali 2017. 15. 2015. Ja. Evo, tokrat ni bila zlata sredina. Ne. Ampak pravilno. Vse je prav, to vidiš, prav vse točke sem dobil. Prav S super, pomočjo. 5 točk in to je dober dosežek. Bomo videla sedaj, kaj bodo punci naredili v studio, še njih pogledamo, potem pa upam, da se vidimo v finalu. Ja, tudi jaz držim psti. Ja, tako Dejan, Smo nazaj? uspešno si prebrodil polfinale Ja, in premagal eno izmed punc, ena seveda še čaka na glasbeni preizkus. Tokrat pa 3 vprašanja za tebe, tokrat sistem malo drugačen. aha, torej, če... Kar bo, ja, Ja. sem že nestrpen. 3 vprašanja, Aha. 3 lahka, enostavna, ne? Ena malo manj, eno malo bolj. In sicer dobil boš 3 vprašanja, tako kot sem že rekel. Prvo vprašanje je vredno 3 točke, drugo 2 in tretjo 1. Ok, Ne? Če pa prvo gotoviš, so pa itak 3. vse, ok, Ne? razumem. Evo. Gremo prvo. Okay. Prva Eurovizija se je odvijala leta 1956, že dolgo nazaj. Ne? Mene pa zanima takrat, koliko držav je nastopalo. Vem, da je vsaka država nastopila z 2 pesmija, z 2 pesnicama. Aha, no, 6 nisem vedel. Evo, no evo, ti jaz povem, ker jih je bilo toliko malo, ne? Ja, zelo malo. Ja. Mislim pa, da jaz bi rekel 6, 7, 8, rečemo 7. Rečemo 7. Ja. Evo.
Dejan 3 točke. To, bravo! Najtežje vprašanje. Ja, to sem pred kratkim nekje bral, jaz tudi nisem vedel, da pač toliko malih je bilo, da je vsak 2 pesmi zaigral, zapel in pol so dejansko, ne vem kak je bil pa, katera je bila tekmovalna, katera, ne vem, se bom pozanimal. Zdaj pa že čez 50, ne? Ja, držav, kaj bi šlo to, ne? In se je že težko uvrstiti sploh na Eurosong, ne? To Slovenija dobro ve, ne? Najboljša udeleženka, največkrat se na EMI pa pojavila Regina. Poznaš? Poznava se, sicer bolj na živijo, nisva jih najboljš prijatelj, ampak ja, super punca. Vrstila se enkrat tudi na Eurosong. Mene zanima, kolikrat je bila na EMI, kolikrat je poskusila srečo. Naprimer, zanimiv podatek... Je pa rekorderka v Sloveniji. Zanimiv podatek je, da Omar Naber je vedno prišel na Eurosong takrat, ko je prejšnjo leto zmagala Ukrajina. Tako da 2-krat je stal na Eurosongu in 2-krat v Ukrajini, letos, kot sem videl, ne bo v Ukrajini, ampak v Angliji. Tako da je možno, da bomo letos spet videli Omarja, ki bo pol 3-tič na EMI, ali že 4-tič. Pol bi rekel, jaz pa za Regino, da je bila 5-krat. Da je bila 5-krat. Ja. Ok, rekel si premalo. Še večkrat, je pa ne vem, 5-5, pejma na mojo sedmico, na srednjo številko. Bom ti malo pomagal, ne? 6-krat, 7-krat ali 8-krat? 8-krat. 8-krat? Ja. Zakaj 8-krat? Ne vem, da ne bo skozi 7. Da ne bo skozi 7, evo in je pravilno, ne? To, ja. Super, evo, zdaj si dobil v bistvu eno točko, ker si drugo odgovoril, ne? Zdaj jih imamo v bistvu 4, ne? To je že kar dober dosežek. No in za zadnjo vprašanje pa morda lahko, morda ne. Kdaj, poznaš Melodija More in sonca, ne? Kdaj se je, oziroma na katerem prizorišču se je odvijal prvi Melodija More in sonca? Vemo, da najbolj pogostejše je auditorij, ampak kje je bilo pa prvič organizirano, je bil organiziran ta festival? Tole, če zdaj gleda gospod Slavko Ivančič, bo mečken jezen, ne, da nisem tako izstrelil, ampak bom povedal, če smo že pri tem festivalu, je treba res pohvaliti Slavka Ivančiča, ki se že vrsto let trudi, da ta festival diha in da je vedno prisoten in da je vedno tam, kot mora biti. Tudi njegova pesem, ko mene več ne bo, je meni krasna. In jaz bi rekel, da se je to dogajalo v Portorožu na plaži, no. Nisem pa prepričan. Portorožu na plaži? Ne je bilo prav prizorišče? Aha. Ni bila plaža? Ni bila plaža. To je res za... Na štadionu? Ne. V Kopru? Ne. Ne, nimam pojma. Pojma nimam. Evo, moj poskus je bil Portorož plaža, tako da je žal. Ok. Se pravi, zdaj tudi, če dam ABC, vemo, da auditorij ni bil, ne? Se lahko giba samo še, ali je bilo to na Titovem trgu, ali na... Ali kje še, v Kopru. Tito trg v Kopru. V Kopru, ok. Ali pa Tratinijev trg v Piranu. Ja, po mojem, ta druga. Jaz bi rekel, da je Piran. Tam je res tako. Tam je, ta kraj je najbolj morsko diši, tudi če pogledamo celo Slovenijo, je Piran najbolj gosto poseljen kraj v Sloveniji in jaz bi rekel, da je tam bilo. In res je tam bilo. Prvi festival na Tratinijem trgu. Mogoče res, zakaj so ga predstavili? Ne. Bil sem v prvi in potem verjetno večji auditorij je boljši. Super, Dejan, lej, zbral si 5 točk. Sedaj pa poglejmo, kako se je ta druga punca kako je uspelo odgovarjati in ali si postal zmagovalec našega kviza. Da vidimo. Evo, Dejan, punca, naša druga udeleženka v finalu je bila preslaba, no, torej sem zmagal. Tako da si ti zmagovalec našega kviza. Oh, je! Čestitam. Hvala. Super. Ja, glasbene znanje očitno imaš dovolj. Ja, mečkim se trudim, Eurosong se bom še bolj poglobil. Zdaj pa, lahko imam eno željo, ko sem zmagal. Izvoli. Zdaj pa imam željo, da čim več vrtite moje to nove skladbice, da si na vaši televiziji čim večkrat pogledamo moje spote. Super, zmenjeno. Dejan, za konec pa še, kaj želiš za poletje našim gledalcem in gledalkam na televiziji? Drage gledalke, spoštovani gledalci, jaz sem Dejan Dogaja in želim, da tole poletje traja, da bo res vroče in da boste imeli čim več dopusta. Vabljeni na kakšen Dejan Dogajan špil in še naprej gledajte televizijo Celje. Čau!